Lepo pozdravljeni, drage gledalke, cenjeni gledalci iz studija VTV, vaše televizije Velenje. Današnjo oddajo Aktualno smo naslovili enotnost Evropske unije kot pogoj za boljšo prihodnost. No, v studiu pa sta zdaj z nami spoštovana sogovornika, evropski poslanec dr. Klemen Grošelj, lep pozdrav, in pa Marjan Šarec, poslanec v Državnem zboru. Dobro večer in dobrodošla gospoda tukaj v našem studiu. No, najbolj aktualna tema, seveda trenutno dogajanje v Ukrajini. Rusija žal še stopnjuje vojaški napad na Ukrajino. Dr. Grošelj, kako takole na hitro zdaj ocenjujete nastale razmere? Ja, lepo pozdravljeni. Torej, razmere v Ukrajini so v tem trenutku zelo napete, zelo negotove, nepredvidljive. Kot vidimo, se ruski napad stopnjuje. Tisto, kar je pomembno poudariti, da je Evropska unija v tem trenutku izkazala visoko stopnjo enotnosti. Uvedli smo izredno, bom rekel, še nikoli v zgodovini videne po obsegu in po globini sankcije gospodarske zoper Rusijo kot agresorja. Tako da v tem trenutku, kot sem dejal, zadeve zelo nepredvidljive, ampak seveda vsi upamo, da bo ta vojna čim krajša, ker vendarle dlje, ko bodo zadeve trajale, večje so možnosti, da gre zadeve še bolj narobe. Ampak bodimo optimisti, tisto, kar je pomembno, Evropska unija je enotna, uvedli smo sankcije, Rusija je zdaj pravzaprav v praktični izolaciji, kar se tiče Zahoda, in upajmo na najboljše. No, tudi v Sloveniji so na shodu za mir predstavniki več kot 30 nevladnih organizacij civilne družbe pozvali k takojšnji in hipni prekinitvi ognja v Ukrajini. Gospod Šarec, Putin je napovedal vojno v Ukrajini v stilu generala Adžiča leta 1991. To ste dejali takrat, ko se je to začelo? Ja, res je. So nekatere podobnosti. Takrat se spomnimo leta 1991, kako je general polkovnik Konrad Kolšek napisal: vsak odpor bo zlomljen. Putin je to napovedal v podobnem stilu: pojdite domov, razorožite se in nič se vam ne bo zgodilo. Zato ta podobnost. Sicer pa, ja, tukaj gre za Putinovo vojno. Tukaj ne gre za vojno ruskega naroda proti ukrajinskemu. To je zelo pomembno povedati, kajti tudi v Sloveniji živi kar nekaj Rusov in Ukrajincev. In zato je zelo pomembno, da ne razplamtevamo kakšnega tovrstnega sovraštva. Zato je treba jasno povedati, zakaj gre. In tukaj bosta oba naroda trpela. Ukrajinski trpi zdaj v vojni, ruski bo trpel tudi zaradi sankcij in tudi zaradi padlih v tej vojni. Ko se krste vračajo domov, ni prijetno. In zagotovo je ta vojna, ki se je zdaj razplamtela, res posledica samo nekega zgodovinskega revizionizma, ker želi pač Putin obnoviti Sovjetsko zvezo, kar seveda ni mogoče. Ta čas je minil, danes živimo v 21. stoletju in s takimi potezami si je samo izoliral Rusijo, popolnoma izoliral od ostalega sveta, in posledice bodo dolgoročne. No, tako ukrajinsko vodstvo kot seveda Zahod sta dejanje Rusije označila kot vojne zločine. Tudi resolucija o Ukrajini, ki je bila sprejeta z odločno podporo vas evropskih poslancev, gre v to smer. Tako je. Resolucija, ki jo je sprejel Evropski parlament, je zelo močna, zelo ostra tako v besedah kot v zahtevah, kaj vse je še potrebno storiti. Treba je poudariti, da je bil Evropski parlament pri tem izredno enoten. Vse politične skupine z izjemo najbolj skrajno desnih politične skupine, se pravi skupine ID, so podprle to resolucijo. Tako da ta resolucija jasno kaže, kako enotna je pravzaprav Evropska unija in da tukaj tisto, kar je pravzaprav Putin zelo močno računal, da se bo Evropska unija notranje zaradi različnih interesov razklala in recimo, da ne bo sposobna ukrepati, se odzvati na njegovo agresijo, je tukaj popolnoma propadla in to je treba poudariti. Se pravi, Evropska unija tudi dokazala, da iz vsake krize se očitno nekaj naučimo. Po prvi krizi, recimo, ki jo lahko rečemo ekonomsko-finančna kriza v koncu pred 10-12 leti, potem pandemija je bila že reakcija bistveno boljša in sedaj na to agresijo je Evropska unija odgovorila zelo enotno. Tisto, kar je pa seveda treba poudariti, je, da z trajanjem tega spopada bodo prihajale nove preizkušnje, nove težave, treba se bo soočiti tudi z negativnimi učinki teh uvedenih sankcij, tudi mnoga slovenska podjetja bodo s tem soočena in tukaj tudi že Evropski parlament že zdaj
poziva tako komisija kot tudi Svet EU, da se pripravijo ustrezni mehanizmi, da seveda tiste države članice, ki bodo zaradi objektivnih gospodarskih okoliščin morda bolj prizadete, da bodo tudi ustrezno nekako recimo kompenzirane, podprte strani komisije in celotne Evropske unije, da to solidarnost gradimo še naprej, ker to je ključno. Če ne bo solidarnosti glede gospodarskih posledic sankcij in pa begunskega vprašanja, potem bo se Evropska unija seveda opet začeli notranje, prerekanja, razhajanja, ampak zaenkrat, kot ste tudi sami dejali, ta enotnost ni pod vprašanjem. Jaz mislim, da bomo tukaj to zgodovinsko nalogo na ravni Evropske unije dobro opravili. No in ravno, gospod Šarec, enotnost tako Evrope kot Zahoda v tem pogledu je ključna in Slovenci seveda vemo to in smo poleg. Zagotovo, Slovenija je del Evropske unije, zveze NATO in mora delovati usklajeno z njima, kajti v takih trenutkih je prav enotnost tista, ki lahko reši marsikaj. In kot je že dr. Grošelj pravilno povedal, je Putin se zakalkuliral tukaj, ker je mislil, da spet ne bomo enotni. Mi smo enotni in tudi Slovenija v tem hipu mora delovati v tej evropski smeri. Zagotovo pa, zdaj, če se obrnem v notranjo slovensko politiko, pa nekateri želijo izkoristiti to vojno tudi za lastno samopromocijo pred volitvami. To, kar se je zgodilo s tema dvema shodoma, dva shoda seveda nista posledica slovenske razklanosti, ampak torkov shod je bil shod civilne družbe, kot ste že uvodoma povedali, 30 organizacij civilne družbe, tudi politiki smo bili tam, ampak seveda ne v prvih vrstah, niti nismo nagovarjali ljudi, ker če daješ iskreno podporo nečemu, pač je važno, da si zraven, da si tam, da si povedal, da se s tem strinjaš, ni pa potrebno sebe, po domače povedano, ven metati. V sredo smo imeli pa drugo zgodbo in zagotovo še bolj bode v oči ta potem dnevni zamik, ko je društvo Ljubljana Kijev napisalo, da se tudi počuti na nek način izrabljeno v politične namene, glede na to, da je celotna vlada stala na odru. Skratka, to ni dobro. Društvo Ljubljana Kijev oziroma tukaj živeči Ukrajinci doživljajo strašno tragedijo ta hip. Strašno tragedijo. To si mi Slovenci, kljub temu, da smo imeli 10-dnevno vojno, težko predstavljamo, kajti pri nas ni prišlo do takih razsežnosti. In res je zadnje, kar zdaj potrebujejo to, da jim še naša vlada oziroma predstavniki vlade, veliko njih po vrsti, še otežujejo še s tem, ko razdvajajo še na ta način. Skratka, mislim, da predvolilni čas je tukaj že razplamtel se v Sloveniji, vendar to ni prava tema, da bi jo izrabljali za predvolilno propagando in to, da se predsednik vlade na Twitterju primerja z Zelenskim, da sta oba heroja. Pred 2 letoma so pa imeli vse najslabše povedati o njem, kot o ruskem plačancu, kot komiku, kot ne vem čem vse. To je dvolično. In zato poudarjam tukaj na tem mestu, slovenska politika je popolnoma enotna. Nihče, noben razumen politik in državotvoren politik v Sloveniji ne podpira Putina. Tudi če je bilo prej, so bila kakšna stališča takšna ali drugačna, agresija ni opravičila za agresijo. Nobenega opravičila, kdor povzroča trpljenje nedolžnih civilnih žrtev, kdor uničuje mesta, je vojni zločinec in nič drugega. No, dr. Grošelj, Ukrajina je seveda za Rusijo pomembna tudi zato, ker na njenem vzhodu živi ruska manjšina. Tam pa pravzaprav že 8 let ni miru. Ja, to deloma držite. Imate rusko govorečo manjšino oziroma delež prebivalstva recimo v tem vzhodnem pa južnem delu Ukrajine. Ampak poglejte, pravzaprav tukaj treba poudariti tudi recimo mesto Harkov, ki je trenutno pod največjim vojaškim bremenom, kjer vidimo najhujše uničenje, tako civilnega, predvsem civilnega, bom rekel, infrastrukture, je mesto, ki je v preteklosti glasovalo predvsem
recimo temu proruske politične stranke, se pravi bivšega predsednika Janukoviča, ampak zdaj vidimo pod temi napadi, da ne gre za vprašanje rusko govorečih manjšin, da ne gre za varovanje nekih pravic ruske ali pa rusko govoreče manjšine, gre za čisti, lahko rečemo, ruski neoimperializem. Tukaj to treba poudariti, ne gre za neko vprašanje ideološke v smislu levo, desno, komunizma in tako naprej. Gre za čisto Putinovo neoimperialistično idejo, po kateri on pravzaprav zanika ne samo obstoj ukrajinske državnosti, ampak obstoj ukrajinskega naroda. Se pravi, njegovo izhodišče je, da on pravzaprav napada področje, ki Rusiji pripada. In to je njegovo videnje. Jaz sem prepričan, da velika večina ruskih državljanov tega prepričanja ne deli z njim in da gre za res nek popolnoma napačen strateški premislek, če temu sploh lahko rečemo strateški premislek, in za veliko napako, ki pa bo imela uničujoče posledice ne samo za Ukrajino, ki zdaj utrpi ogromne in strašanske žrtve, uničenja na infrastrukturi, ampak bo na koncu imela posledice, kot je bilo že rečeno, strani predsednika Šarca, na posledice za Rusijo. Rusija je sedaj izolirana. Vseh teh 30 let, kolikor je Rusija se poskušala integrirati v globalne, finančne, trgovinske, gospodarske tokove, vse to je sedaj prekinjeno, uničeno. To upiranje, bom rekel, samo na Kitajsko. Jaz se bojim, da bo Rusija na koncu to drago plačala. Nobeno tako zavezništvo nikoli ni brezplačno. In pa tudi to, kar je bilo rečeno, ne želim si tudi v Sloveniji in tudi v Evropi si tega ne želimo. Se pravi, da to postane notranja politična tema. Trenutek je takšen, da potrebujemo izraz jasne solidarnosti za ukrajinsko državo, ukrajinskim narodom. Seveda to solidarnost in enotnost ne pomeni, to je treba poudariti, političnega enoumja, ampak tisto, kar je pomembno, je, da država enotno sporočilo, ki je odraz soglasja med vsemi političnimi silami. Tako delajo druge države, članice Evropske unije, tako se Evropska unija poskuša oblikovati enotno stališče in mislim, da tudi v Sloveniji takšno enotno stališče potrebujemo in ne potrebujemo teh delitev na tak način, kot smo jim bili priča v zadnjih nekaj dnevih. No, več držav, tudi Slovenija je med njimi, so Evropsko unijo že pozvale, naj Ukrajini podeli status kandidatke za vstop v Evropsko unijo. Ima lahko ta gesta sploh kakšen vpliv na trenutno dogajanje v Ukrajini? To je gesta, za katero menim sami tudi Evropski parlament, večina, ki je glasovala za to idejo, da je to simbolno sporočilo, ki se, bodimo odkriti, ne bo imela nekih praktičnih posledic za samo ukrajinsko državo. Tisto, kar je pomembno, je to simbolno sporočilo. Seveda bo pa tu potreben še en razmislek. Mi imamo celo vrsto držav, ki si želijo vstopiti v Evropsko unijo, ki so izpolnile marsikatere boleče kompromise in pogoje. Tukaj bi recimo želel izpostaviti Severno Makedonijo. Vemo, kaj so vse storili, sprememba imena države, kompromis za Grčijo, sedaj se približuje kompromis za novo bolgarsko vlado in kot kaže z malo spretnosti diplomacije in pa malo sreče bomo dosegli to, da bo ta bolgarska nesrečna blokada odstranjena. In tukaj je treba nadalje malce razmišljati, kako pa potem z drugimi državami Zahodnega Balkana, ki si tudi želijo vstopiti v Evropsko unijo, ali tudi njim damo lahko neko, bom rekel, pospešek pri tem. Vemo, da so razmere relativno, ne bi se kot napet, ampak da so nestabilne recimo v Bosni in Hercegovini. Vidimo, kaj se tam dogaja, kaj počne gospod Dodik z grožnjami o razpadu države, o odcepitvi, o lastni vojski in tako naprej. Tako da tu bo potreben majhen razmislek, ampak ta simbolno sporočilo pa vendarle mislim, da je potrebno in da tukaj obstaja nek konsenz znotraj Evropske unije, da se to naredi v tem res izjemnem zgodovinskem kontekstu in to je nek konsenz, ki je nastal že kar nekaj časa, takoj ob samem začetku teh sovražnosti. No, zaradi napada na Ukrajino se seveda Rusija sooča z vedno večjo mednarodno izolacijo. Gospod Šarec, se vam zdi, da bo to dovolj za čim prejšnje končanje teh spopadov? Ja, kombinacija vsega mora biti. Sej glavno je ta hip, da Kijev vzdrži. Od tega je veliko odvisno. Če bo Kijev vzdržal, potem so tukaj popolnoma druge okoliščine. Sankcije so zelo obsežne, so zelo enotne. Vemo, da ruska borza niti ni odprla, niti ni začela delovanja, ker če bi odprla svoja vrata, bi verjetno delnice strašno padle. Potem Putin je že podpisal pred dnevi odlok, da več kot $10,000 ne smeš odnesti iz države. Se pravi, denarja
odliva denarja si ne želijo. Potem rubelj pada, potem tudi seveda te sankcije prizadenejo tudi vse tiste, ki imajo premoženje v tujini. Nazadnje bo pa posledica seveda to, da bodo vrste pred trgovinami. Če ne bo preskrbe, če ne bo rednega trgovanja, bodo to najbolj čutili prebivalci. In ocene so, da bo BDP padel za 20%, kar je pa za Rusijo zelo veliko. In Rusija je bolj, kot bi želela priznati, odvisna od zahodnih trgov. Tudi vse infrastrukturni objekti, potem tudi tehnologija, vse vsebuje zahodno tehnologijo. Nenazadnje tudi je precej vezana tudi na oskrbo z energenti oziroma izvoz energentov, in njeno gospodarstvo temelji bolj na 20. stoletju kot pa na 21. Tako da te sankcije bodo zelo prizadele in v nekaj mesecih se bodo jasno pokazale tudi posledice. Tako da vse to skupaj, pomoč Ukrajini, tako humanitarna, vojaška kot vsakršna politična, in pa sankcije v Rusiji bodo zagotovo dosegle učinek. Ruska invazija, torej največji napad na eno državo po drugi svetovni vojni, se torej še stopnjuje. Povejte, dr. Grošelj, cilj pravzaprav Rusije je jasen. Množična panika, civilne žrtve pa nenazadnje uničenje infrastrukture. Ja, kot kaže, je ambicija predsednika Vladimirja Putina zasesti celotno Ukrajino. Sicer to, bom rekel, čisto tako gledano strokovno, z temi silami, ki jih je zdaj začel, ki jih je angažiral, do sedaj praktično tega ne more narediti. Poglejte, Ukrajina je ogromna država, preko 630 kvadratnih kilometrov. Ljudje vidimo, da se s to okupacijo ne strinjajo. Začelo se tudi z gverilsko, lahko rečemo neke vrste partizansko bojevanje. Torej, to je nekaj, kar je pravzaprav za Rusijo oziroma za Putina obsojeno na neuspeh. Zdaj, tisto, kar pa je seveda vprašanje, katerega je največ negotovosti, je to vprašanje, koliko časa bo to trajalo. Če se bo to zelo vleklo, to pomeni ogromno rušenje še dodatno, potem pomeni nepotrebne civilne žrtve, pomeni izgube tako na ukrajinski strani, kot tudi na ruski strani. To pomeni potem neko območje nestabilnosti, s katerim se bo seveda Evropska unija in evropski prostor moral soočati, in to lahko postane, če se to seveda zavleče, res v nek dolgotrajno časovno dimenzijo, lahko zavleče v neko tako res nočno moro, ki bo vplivala na vse nas, predvsem bo vplivala negativno. In jaz verjamem, da bodo vsi ti ukrepi, ki so bili že sprejeti strani Evropske unije in drugega dela mednarodne skupnosti, pripeljali do tega, da bo prišlo vsaj do prekinitve ognja in začetek resničnih političnih pogovorov brez uporabe nasilja in da se ta tragedija konča. Potem bomo videli, kakšne bo te pogajanja potekala, ampak ključno je to, jaz mislim, da v tem trenutku, da se to prelivanje, nepotrebno, odvečno prelivanje krvi, to tragično prelivanje krvi čim prej konča. To bi moral biti strateški cilj vseh, ki so v tej, bom rekel, tako ki so neposredno vpleteni, kot tisti, ki smo v tej soseščini tega dogajanja. No, na drugi strani pa, dr. Grošelj, Rusija pravi, da ta dejanja v Ukrajini imenuje posebna operacija. V njih pravi, da vendarle niso namenjena zasedbi ozemlja, ampak uničenju vojaških zmogljivosti nevarnih nacionalistov. Retorika je tukaj jasna. Ja, gledajte, retorika je pač propagandna. Tukaj se poskuša mobilizirati na teh zgodovinsko-tradicionalnih ruskih čustvih, ki še segajo v obdobje druge svetovne vojne in zmage v drugi svetovni vojni, kot oni to opredeljujejo v tej veliki domovinski vojni. Ampak jaz mislim, da tega propagandnega učinka pravzaprav tam ni. V Rusiji ljudje ne verjamajo tej propagandi, tudi videti moramo, da se stopnjuje notranja represija. Rusija nikakor je avtoritarna država, vladavina Putina je avtoritarna vladavina. On je pravzaprav zatrl vse neodvisne medije, kot vidimo, zapira vso informacijsko, pravzaprav vzpostavlja neke vrste informacijsko blokado, kjer pa zdaj prevladujejo samo državni mediji. Sicer to je izredno težko v dobi interneta doseči, ampak vendarle k temu teži. Tako da
ta retorika, ki jo uporablja, je predvsem pokrivanje teh dejanj, ki so sledila, ampak kot vidimo, ne gre za samo za uničevanje vojaške infrastrukture, ampak gre za ogromne žrtve in škodo med civilnimi objekti, med civilisti, tako da jaz to razumem kot čisto propagando. Znotraj Evropske unije je tudi že dosežen dogovor o izključitvi 7 ruskih bank iz sistema SWIFT, Sberbanke ni med njimi, ukrep pa je že začel veljati. Ja, to smo videli, tudi v Sloveniji pač Sberbank je prenehala delovati, prevzeta je bila strani Nove Ljubljanske banke. Tukaj se vidi, tisto, kar mogoče malce je presenetilo, je to, da nekako se ni pričakovalo tak učinka, recimo v tej konkretnem primeru Sberbank Slovenija, ne, in nastala, bom rekel, neka praznina 2 dni, ko ni bilo povsem jasno, kaj bo s komitenti teh bank. No, na koncu se našla rešitev s tem odkupom Nove Ljubljanske banke. Je pa treba se zavedati, in to nas opozarja predvsem to, da moramo biti kot država, in tudi jaz upam, da aktualna vlada o tem razmišlja, da se pripravlja na soočenje z negativnimi učinki teh sankcij. Ampak te sankcije smo morali sprejeti, to je treba se poudariti. Te sankcije so bile neizogibne, mi smo kot Evropska unija morali to narediti. Seveda negativne učinke pa je treba vzeti za okup in verjamem, da prednosti in predvsem ta želja po zaustavitvi agresije, kateri je trenutno podvržena Ukrajina, opravičuje tudi to, bom rekel, kolateralno škodo na našem gospodarstvu. No, gospod predsednik, vzpostavljeni so že nekateri humanitarni koridori za pomoč, pa za begunce v Ukrajini. Številni Slovenci so se in smo se pravzaprav na to dogajanje odreagirali hipoma in srcem in to je ključno. Kot vedno. Tukaj se spet ponavlja zgodba Slovenije, kjer se pokaže, da je vse to govorjenje, kako je slovenski narod razklan, kako je skregan, kako se ne vem kaj vse dogaja znotraj naroda, da je vse to mit. Slovenci nismo nič razklani, Slovenci smo zelo pripravljeni pomagati drug drugemu in zlasti tudi ob takih dogodkih, kot ga imamo zdaj, ko divja vojna, so se Slovenke in Slovenci spet izkazali kot solidaren narod, kot narod, ki ne gleda ne na barvo kože, ne na vero, ne na karkoli drugega, ampak želi pomagati. In to se mi zdi ključno. In zato take stvari dokazujejo, da slovenski narod ni razklan. Razklanost bi si želel samo del slovenske politike, zato da pač hrani tisto svojo tisto svojo politično kulturo, da jo ohranja že zadnjih 30 let, ampak sicer pa ja, ta pomoč je res velika in tako je bilo vedno in tudi vedno bo tako in zato je slovenski narod lahko kljub samo 2-milijonskemu številu zelo ponosen nase in to je pomembno. No, v tem kontekstu velja seveda izpostaviti spoštovanje mednarodnega prava in pa seveda nujno vzpostavitev tega mednarodnega koridorja za civiliste in pa da se humanitarnim organizacijam omogoči dostop do teh prizadetih območij čim prej. Ja, tukaj, kot vidimo, so prva pogajanja v tej smeri med ukrajinsko in rusko stranjo že šla v oblikovanje teh humanitarnih koridorjev. Tukaj bo izrednega pomena in tudi na naši evropski strani, da organiziramo ustrezne zmogljivosti za sprejem beguncev. Vidimo, da to število beguncev že presega 1 milijon in ocene so, da lahko pride to celo do več milijonov. Tisto, kar je treba tukaj poudariti in to, kar je tudi predsednik jasno povedal, Slovenci smo se ponovno pokazali kot izredno solidaren narod. Tisto, kar si pa ne želimo, in to tudi verjetno se tukaj kar strinjamo vsi v Sloveniji, ne želim pa si videti, da bi postala humanitarna in pomoč beguncem neke vrste predvolilno tekmovanje, kdo bo več, koliko ljudi več bomo sprejeli. Jaz pravim, naše načelo mora biti, da Slovenci bomo pomagali vsem tistim, ki jim lahko pomagamo v največji, najboljši možni meri. To smo že večkrat dokazali smo pred 7 leti, dokazali smo v času balkanskih vojn, kako, bom rekel, humani smo, kako smo pripravljeni pomagati in to se ni spremenilo. Tisto, kar pa se je malce spremenilo, pa je, da so tukaj tendence, tudi drugje v Evropi, nažalost, da se to zlorablja v različne notranje politične namene. Pustimo to ukrajinsko krizo zaradi vse te globine tragedije, da se to rešuje z mehanizmi in način, kot se to spodobi. Politikantstvo, neka politična preračunljivost pa tukaj enostavno nimata prostora. Od tega ne bo nihče mogel na koncu kovati politične dobičke.
lahko pa seveda na nek način, če to preseže neke mere dobrega okusa, škodi slovenskemu mednarodnemu in evropskemu ugledu. No, Mednarodno sodišče Združenih narodov je že imelo zaslišanje v vojni v Ukrajini. Ukrajina je namreč na sodišče že vložila vloge glede interpretacije, aplikacije in izvršitve tako imenovane konvencije o preprečevanju in kaznovanju tega genocida. Ja, to je prva faza, to je v bistvu postopek, ki ga država sproži o podpori določenega števila. Mislim, da je 39 držav podpisnic morala to podpreti in to je Ukrajina dobila. To pomeni zdaj neodvisno preiskavo vseh dejanj, ki bi lahko bile kršitve mednarodnega, humanitarnega in vojnega prava. To je začetek postopka, seveda potem z razvojem dogodkov pa bo potem jasneje videno, kaj iz tega bo, ampak očitno je tukaj zavezanost mednarodne skupnosti, da se odgovorne za najhujše kršitve, za vojne zločine in vojna hudodelstva ustrezno kaznuje in sankcionira, seveda v obdobju, ko bo tega bom rekel, agresije konec. No, ob vse močnejših napadih Rusije, ob vse močnejši agresiji Rusije se zdi, da želi pravzaprav Kremelj tega predsednika zamenjati z bolj njim naklonjeno administracijo. Ja, to je gotovo cilj, ampak kot se enkrat kaže, ruski strani, predvsem Putinu, tukaj to ne gre najbolje od rok. Jaz verjamem, da bo trenutna ukrajinska demokratično izvoljena oblast, treba poudariti, zdržala in preživela ta pritisk in da, kot je bilo že rečeno, pomembno je, da zdržijo, ker po moji oceni, in tudi tukaj se povsem strinjam s predsednikom Šarcem, da čas ne igra, ni tisti dejavnik, ki bi bil v dobrobit Putinovi agresiji. Na Evropi prav zaradi te agresije grozi največji begunski val v zadnjih 7 letih. Domačo področje dobro poznate. Je Slovenija pripravljena nanj? Ja, Slovenija je, kot je že dr. Grošelj povedal, že v preteklosti sprejemala begunce, tako med Balkansko vojno, kot tudi kasneje. Nekateri sicer v Sloveniji bi radi določali, kdo je pravi begunec in kdo ni pravi begunec. To seveda ni prav in tudi lahko je iz tega varnega okolja, kjer živimo, pametovati. Vendar jaz sem prepričan, da nihče ne gre od doma zato, ker bi šel z veseljem, pustil vse, kar ima, pa ne glede na to, je to Afganistan ali je katerakoli druga država. Vsak človek, ki ima neko, bom rekel, ki želi ustvarjati normalno življenje, ki želi živeti, si želi pač ustvariti družino, živeti, delati, skratka živeti v miru. Tisti, ki si ne želijo miru, pač so posebne sorte ljudje in zato ne smemo biti mi tisti sodniki, kdo je pravi begunec in kdo ni pravi begunec. In zdaj smo soočeni s tem. Kljub temu, da nismo sosednja država, je že v Slovenijo prispelo tudi nekaj beguncev in to se bo verjetno še stopnjevalo in prav je, da Slovenija ponudi zavetje tem beguncem. Slovenija se je v preteklosti izkazala in se bo tudi zdaj in verjamem, da bomo to nalogo opravili tako, kot je treba in seveda, da bomo tem ljudem, ki bodo pribežali pred vojno vihro, da jim bomo skušali vsaj malo olajšati tisto njihovo gorje. Če bi pa kdo bil, ki bi bil proti temu, naj si pa pač pogleda posnetke ljudi, ki so prišli, ki so izgubili vse, ki so tudi izgubili tisto, kar je najdražje, se pravi življenje svojcev, kakorkoli, in zato je naloga Slovenije in vsega civiliziranega sveta, da beguncem omogoči čim lažje bivanje in da bo do takrat, ko se to konča, ker upam, da se vendarle bo v nekem doglednem času končalo, da se bodo lahko vrnili na svoje domove in nadaljevali tam, kjer so morali vse pustiti. Vemo, da je to problem, ker otroci ne bodo hodili v šolo. Tukaj so čisto vsakdanji problemi, ne? Tukaj bo ogromno enih izgubljenih
izgubljenega časa, tudi zlasti za najmlajše, ker vemo, da tukaj bo največji problem. Otroci hitro odraščajo in vsako izgubljeno leto, ki ga doživijo ali pa doživijo vojne grozote, se jim vtisne v spomin za celo življenje. In najranljivejše moramo še toliko bolj obravnavati pazljivo. Če smem tukaj dodati, bi sem poudaril, to, kar je bilo že rečeno, še to, da tukaj Slovenija ne bo sama, se pravi, tukaj dejansko mehanizmi evropske solidarnosti bodo delovali, tako da naj ljudi ne skrbi. To breme bomo zmogli na ravni celotne Evropske unije. Vidimo, da komisija je že sprožila mehanizme kriznega upravljanja. Komisar Lenarčič je tukaj zelo aktiven, morda ni toliko javno pojaven, kot si morda nekateri v tej državi želijo, ampak kot vidimo, delujejo. Ampak treba se zavedati, kriza, s katero se soočamo, je res ogromnih razsežnosti, sega od Baltika, recimo Poljske, pa vse do juga, Romunije, Bolgarije, torej gre za res obsežno, ampak tukaj tisto, kar je potrebno poudariti, Evropska unija je enotna, evropska solidarnost tukaj zdaj deluje in tudi vse, kar bomo naredili, delujemo v okviru te širše evropske solidarnosti. No, še o eni dilemi, spoštovana gosta, velja spregovoriti, in sicer, ali bi bila Evropa danes varnejša brez NATO? Moje stališče glede tega je zelo jasno in je ne. Brez NATO ne bi bila varnejša. Jaz sem prepričan, da bi bilo bistveno bolj nestabilno. Jaz celo trdim tako, da sta Evropska unija in NATO neke vrste dvojček, kjer je Evropska unija na ruševinah druge svetovne vojne gradila socialno, stabilnost, blagostanje, visok standard, gospodarski, tehnološki in siceršnji razvoj, tudi politični in humanitarni razvoj, ne pozabimo ogromno. To demokracijo, vse to, kar imamo danes, vse ta načela, vrednote, so se kalile so rasle iz ruševin druge svetovne vojne in so se razvile ravno skozi ta mehanizem, ki ga danes mu pravimo Evropska unija. NATO pa je bil tisti mehanizem, ki je to varoval v času največjih napetosti, ne smemo pozabiti časa hladne vojne. Tako da jaz mislim, da NATO kljub mnogim razpravam še vedno opravlja tisto izredno pomembno vlogo in NATO je tukaj in bo ostal, seveda se bo razvila tudi skupna evropska obrambna in varnostna politika, ki pa bo neločljivo povezana z NATO-om. Poglejte, velika večina razen nevtralnih držav članic Evropske unije so praktično vse države članice v NATO, torej ta prepletenost je takšna, da je to pravzaprav nemogoče nekako ločevati. In jaz mislim, da je NATO tukaj se zopet potrdilo, da je to dobro in koristno tako za celoten evropski prostor. Ja, NATO seveda ni idealna organizacija, kakršna ni nobena svetovna organizacija, vendar je treba po drugi strani povedati tistim, ki pravijo, da bi morali biti nevtralni. Če pogledamo primer Švice, če pogledamo primer Avstrije, ki sta dve nevtralni državi, sicer iz popolnoma različnih razlogov, vendar nevtralnost stane. Kakorkoli pogledamo, Švica ni toliko znano, ampak Švica je močno militarizirana država, ima polmiličniški sistem, kjer ima vsak vojaški obveznik oziroma rezervist ali kakorkoli temu rečemo doma orožje v primeru kakršnega koli dogodka. Tako da je močno militarizirana država in jo to tudi veliko stane. Tako da ne bomo govorili na pamet. In seveda NATO zagotovo ima svoje pomanjkljivosti, ima svoje težave. Včasih Američani mislijo, da bodo komandirali vse ostale, odvisno kakšna je politika. Zdaj za časa Trumpa je bilo seveda sploh zanimivo, ne? Tudi sam sem se udeleževal teh vrhov NATO, ampak kakorkoli, zdaj se kaže, ko pride do take agresije, kot je prišlo zdaj, ko se nekateri bojijo napada na Slovenijo. Tukaj je treba jasno povedati, če bi prišel iz Rusije napad na Slovenijo, kljub temu, da nismo sosednja država Ukrajine, je to avtomatsko sprožitev 5. člena. To pa pomeni, napad na eno članico je napad na vse. In tudi zaradi tega smo nekoliko bolj varni, ker seveda o Kremlju ta hip ne moremo govoriti, da ga vodi nekdo z nekim racionalnim razmišljanjem, ampak kljub vsemu, ne, rožljanje z jedrskim orožjem pomeni, da če ga sprožiš, ga tudi dobiš nazaj. To pa vemo, kaj sledi.
In zagotovo ta 5. člen je kar pomembna zadeva in zagotovo ta kolektivna varnost za Slovenijo kljub vsem razpravam, pa željam, pa po referendumih, pa NATO da, NATO ne, ampak na koncu se pokaže, da vendarle je to članstvo v NATO pravilno. Še enkrat pa seveda idealno ni pa nikjer, to je pa treba vedeti. No, je pa recimo NATO tudi že napovedal dodatne korake za krepitev varnosti članic. Da, NATO izvaja skladno s svojimi obrambnimi načrti aktivnosti ukrepitve tako imenovanega vzhodnega krila. To gre predvsem za države, vse 3 baltske države, Poljska, tukaj doli proti Slovaški, naprej na Madžarsko, Romunijo in pa Bolgarijo. Pomeni tudi, da se ta obrambna drža zveze NATO krepi, ampak NATO s tem kaže, da je pravzaprav v svoji osnovi obrambna zveza. Ne? Tukaj bi jaz reče podaril to, veliko je bilo govora o tem zadnjih 20-30 let, o tem NATO operaciji recimo v Afganistanu. Treba se zavedati, da to, kar danes NATO počne, to je njegova primarna naloga. Se pravi, njegova primarna naloga je obramba držav članic. To, kar se je dogajalo v Afganistanu, prišlo predvsem za boj proti terorizmu in se pravi za delovanje izven tega osnovnega mandata. Ampak to je bil dogovor držav članic, da se v to gre. V osnovi je to obrambna zveza in države, ki so v članice, pravzaprav ne zagotavljajo, če se malce širše pogledamo, ne zagotavljajo varnosti samo državam članicam, kot vidimo, tudi Švedska tesno sodeluje, nevtralna Švedska, nevtralna Finska zelo sodeluje z NATO-om. Se pravi, NATO se zdaj vrača v tisto svojo primarno nalogo in tukaj seveda izvaja skozi svoje solidarnosti te obrambne ukrepe v državah članicah, ki so zdaj bolj izpostavljene. No, poraja se, dr. Grošelj, vprašanje, ali lahko Rusija Ukrajino pritegne nazaj v svojo sfero? Ne, mislim, da je to praktično zdaj izgubljeno po teh dogodkih. Tukaj bi mogoče še glede NATO poudaril eno za drugo zadevo. To je povezano z obrambnimi izdatki. Zdaj, to, kar se dogaja, nikakor ne pomeni, da ne bodo ljudje imeli napačnega vtisa, da zdaj bo sledilo brezglavo trošenje za obrambo. Tisto, kar je potrebno poudariti, je, da vse države, ki so napovedale dvige in se že zavezane k temu, da bodo dvignile obrambne izdatke, to bo tudi morala storiti Slovenija, ampak ne zaradi NATO. Kot je gospod predsednik lepo jasno povedal, vse države vlagajo v obrambo. Bomo videli, kakšni bodo ukrepi recimo nevtralnih držav. Ampak če pogledamo primer Finske, Švedske, tudi Švice, že do neke mere, tudi Avstrije, vse bodo povečevale obrambne izdatke. Tisto, kar pa je ključno v slovenskem primeru, pa je, da se vse, kljub temu, da smo sprejeli nekatere novejše te razvojne dokumente, na podlagi tega, kar se dogaja v Ukrajini, o tej vojni, tej nesrečni tragediji, da se naredi premislek, v kaj vlagati. To bo izrednega pomena, da ne bo prišlo do nakupov opreme in oborožitve, ki se bo potem s časom izkazala za povsem neuporabno in nepotrebno. Vse države, ki zdaj povečujejo obrambne izdatke, vlagajo v zmogljivosti, ki dejansko potrebujejo in ki so predvsem namenjene obrambi in pa ki so primerne za sodobno naravo vojne. No, potem po vašem mnenju, dr. Grošelj, potem tudi ni mogoče ali mogoče razplet, ki bi na nek način vključeval tudi razdelitev Ukrajine glede na velike razlike med vzhodom in zahodom. Poglejte, ta scenarij je temeljil na predpostavki, da je ta ukrajinski vzhod proruski, da bo sprejel rusko oblast oziroma, ampak poglejte, po takem uničenju, po takih vojaških operacijah, kakršne smo danes priča, je to iluzorno in nemogoče pričakovati. Ne? Vsak agresor, če tudi ti je, bom rekel, nekako kulturno, jezikovno blizu, jaz bi rekel, to so neke domneve, ki nimajo nekega podlage v nekem realnem svetu. Mi Slovenci smo to lahko gledali na Zahodnem Balkanu, se pravi na prostorih bivše Jugoslavije. Ti narodi smo živeli skupaj v isti državi, danes vemo, kakšne so razlike, kakšne so te globoke travme in rane teh vojn, ki so divjale na območju bivše Jugoslavije. In tukaj je zdaj podobna situacija. Pravzaprav ni bistvene razlike, razen v tem, da sila, ki se tukaj uporablja, je bistveno večja, rušenja in žrtve so toliko večje. Nikakor se ne smemo delati iluzij, da te uradni podatki o žrtvah držijo. Poglejte, pravzaprav v tem trenutku nihče ne ve, kaj se na nekaterih delih Ukrajine dogaja, tako da jaz sem prepričan, da po koncu te tragedije, po dogovoru za zeleno mizo, bodo te rane tako globoke, da kakršnokoli okrilje ali, bom rekel, delitev ali neko partnerstvo v tem smislu je
praktično nemogoče. No, in ravno zaradi slednjega, gospod Šarec, je seveda odnos med Rusijo in Evropo nekako kar negotov. Kakšna realnost se nam potem zdaj obeta, nova realnost v svetovni geopolitiki? Ja, odnos Evrope z Rusijo je bil že zdaj precej kompleksen. Seveda Putin je imel vedno željo, se je sam povedal, da razpad Sovjetske zveze je največja geostrateška katastrofa in pač to je njegov vidik, ki pač tako kot, ne vem, druge države, ki so kaj izgubile, mogoče so kakšne revizionistične težnje kjerkoli, ne, sej tudi na Madžarskem imamo Trianon, vemo, kako je to boleča zgodba za njih. In ta revizionizem je bil pri Putinu vedno prisoten in je želel to obnoviti. In v luči tega je tudi vzpostavljal nazaj neko ravnotežje po njegovem vidiku, vendar zdaj, kot rečeno, s to agresijo je zapravil vse, ker prej se lahko pogovarjaš tako drugače, izmenjuješ stališča, karkoli. Ko pa sprožiš vojno, pa ni več poti nazaj in zagotovo bo ključno za prihodnost, kakšni bodo odnosi znotraj Rusije. Kako bo ruski narod to spremljal? Vemo, da Putin je na oblasti že 22 let. To je dolga doba. Mlada generacija, internet generacija se niti ne spomni več Jelcina, ne? Ker zakaj je Putin bil tako uspešen? Ker je Jelcin pod Jelcinovo 10-letno vladavino je bil praktično kaos. Ne? Bilo je, Rusija je bila na kolenih in seveda Putin je uspel s to obljubo, da bo Rusiji vrnil status vele sile. No, mlada generacija danes se teh časov niti več ne spomni in po toliko letih razmišlja seveda drugače za 21. stoletje. In ključno bo, če bo znotraj Rusije prišlo do sprememb v vodstvu in takrat zagotovo bo situacija drugačna, zato nisem mnenja, da so odnosi pokopani zavedno, nikakor ne, ker vedno je odvisno, politika držav je vedno odvisna od njihovih voditeljev. Vse imamo tudi v Sloveniji v zadnjih 2 letih zasuk proti Višegradu, pa podpiral je naš predsednik vlade Trumpa, pa še marsikoga, pa tudi v Republiki Srpski podpira Dodika, je prijatelj z marsikom. In se je slovenska zunanja politika spremenila. In tako kot bomo mi po volitvah morali obrniti slovensko zunanjo politiko v neke normalne tirnice, tako se bo moralo zgoditi tudi v Rusiji. In ko se bo to enkrat zgodilo, kajti nihče nima večne oblasti, lahko je dolgotrajna, ni pa večna, bo treba spet nazaj graditi odnose, kajti še enkrat poudarjam, tudi ruski narod bo imel velike posledice in si tega po vseh turbulencah, ki jih je preživel v 20. stoletju, od diktature Stalina do potem druge svetovne vojne, vsega, kar so doživeli si v 21. stoletju, tega ne zaslužijo. In zato v prihodnosti bo treba spet na novo postaviti te odnose, ampak to, dokler bo Putin, to ni možno. Putin je zapravil vse in s Putinom ni več te možnosti in je človek preteklosti. Kakšen, doktor Grošelj, pa bo pravzaprav, oziroma se že kaže vpliv na mednarodno ekonomijo? Ja, vpliv na mednarodno ekonomijo je do neke mere predvidljiv. Zdaj tukaj je ključno vprašanje, ali bo temu, kar se je že zgodilo, sledil še tako imenovan energetski embargo, se pravi prepoved uvoza energentov iz Rusije. To bi bil tisti udarec, ki bi Rusijo verjetno in gospodarstvo dokončno spravil na kolena. Treba vedeti, da 40% ruskega proračuna praktično prihaja iz naslova izvoza energentov. Bodo seveda motnje v trgovinskih, v dobaviteljskih verigah, tukaj bo teh motenj vedno bodo večje, obsežnejše. Ne vemo, kaj se bo zgodilo predvsem na trgu surovin. Vprašanje je tudi na trgu žita, ne, tu je treba vendar se zavedati, da mnogo države, recimo, dam lahko primer Egipta, ki je izredno odvisen od uvoza žita iz
Rusije in pa tudi iz Ukrajine. Torej, tukaj bodo te posledice, mnoge posledice so pa v tem trenutku še nepredvidljive in to je tisto, kar je pomembno, da bo Evropska komisija in tudi to Evropski parlament k temu jo pozval v tej resoluciji, ki ste že prej navedli, da pripravi in da spremlja razmere in da potem pravočasno odreagira na to, kar se bo dogajalo na trgu, da bodo te posledice za državljanke in državljane Evropske unije čim manjše, predvsem za poslovne subjekte znotraj Evropske unije, bodo pa seveda posledice, ker pogledajte, če se mednarodna podjetja umikajo iz Rusije, to pomeni, da tam nimajo več trga, da tam ni več delovnih mest, zdaj nekaj te proizvodnje seveda se bo selilo tudi nazaj v Evropsko unijo, to morda bo za nekoga tudi priložnost, ampak kot rečeno, tukaj bodo nekateri učinki, ki jih pač bomo morali pravočasno in da bo komisija tukaj mora pravočasno odreagirati in pomagati tem poslovnim subjektom, panogam, ki bodo bolj prizadete, da se postavijo na noge. No, v luči vseh teh dogajanj mnogi zdaj že resno napovedujejo, da bo vesoljska mednarodna postaja zadnji skupni projekt Rusije in ZDA, mora biti tudi v vlogi Združenih držav. Te se še nismo dotaknili. No, jaz ne bi bil tak pesimist. Zdaj za nekaj časa gotovo ti skupni projekti v vesolju so pokopani, zamrznjeni, da kakorkoli bomo temu rekli. Jaz se tukaj kar strinjam z besedami gospoda predsednika. Poglejte, Rusija je velika država, trenutno jo vodi človek, ki je očitno izgubil vso racionalnost in pravzaprav vodi agresivno vojno do sosednje Ukrajine. Ampak poglejte, stvari se bodo s časoma spremenile. Nihče, recimo v 80-ih letih si nihče ni predstavljal, da bo konec hladne vojne, da bo Sovjetska zveza razpadla, glede na stopnjo, takrat se spomnim, bila izredno vroča zelo intenzivna oboroževalna tekma. Tukaj se bodo stvari spremenile, ta vojna ne bo trajala v nedogled, tudi Putin ne bo vedno na oblasti in takrat se bodo zadeve začele spreminjati, tako v sami Rusiji in tudi recimo zahodni odnosi se bodo spremenili in takrat bo mogoče verjetno spet možnosti za sodelovanje in to je neizogibno. Poglejte, tudi ko je bilo konec balkanskih vojn, je bilo nekaj stero sodelovanje, ki smo mu danes priča, praktično nepredstavljivo takrat, glede na vso nasilje, ki se je dogajalo, pa vidimo, kje smo 25 let kasneje. Seveda ni vse idealno, ampak je bistveno bolje, kot je bilo recimo leta 95. Tako da ta pesimizem ni povsem na mestu, je pa seveda v tem trenutku, kot sem rekel, pomembno, da se ta agresija ustavi, da se to vojna konča čim prej in da se sprožijo politični pogajalski procesi, ki bi to zadevo deeskalirali in pripeljali do nekega procesa, ki pa bo lahko dolgotrajna. Veste, lahko pride do prekinitve ognja in potem to stanje prekinitve ognja traja kar nekaj let ali celo desetletij. No, naslednja tema, ki se je lotimo, je vladavina prava v Evropi. Evropska zakonodaja v obliki uredbe pogojuje izplačila evropskih sredstev, potem z zagotavljanjem delovanja pravne države. Zdaj poznamo vsi neuspeli tožbi Madžarske in Poljske. Dr. Šarec, kaj vi menite o tem? Zaenkrat, če nisem doktor. Se opravičujem. Drugače pa, ja, prav je tako. Kajti vladavina prava je temeljni postulat, zaradi česar je Evropska unija tudi nastala. In tendenca Poljske in Madžarske v zadnjem času je, da pač vzameta tisto, kar jima financ pripada in znata črpati ta sredstva, ne bi pa spoštovali vseh zakonitosti v Evropski uniji. In zato je prav, da se tako to dela. Seveda to je drastičen ukrep, zagotovo je drastičen ukrep, ampak drugače pač ne gre, očitno. Ker če bomo dopustili, da bo vsaka država si po svoje prikrajala pravila in vladavina prava je res nekaj svetega, bi morala biti, potem bo Evropska unija tudi se soočala s trenji in bodo članice, ki to spoštujejo, bodo nezadovoljne oziroma so že in to ne vodi v nič dobrega. Zato je prav, da se vladavina prava vzpostavi povsod, kajti sicer imamo kaos. Če smem tukaj dodati, poglejte, v slovenski prostor je bilo strani aktualne vlade lansirano kar nekaj, bom rekel, neresnic glede tega mehanizma.
Tukaj treba jasno poudariti, vse države članice, ki so vstopile v Evropsko unijo ali ki so gradile Evropsko unijo, se dobro zavedajo, zakaj je pomembna vladavina prava. Vladavina prava je tisti temelj, na katerem gradimo vse, kar imamo danes v Evropski uniji. Ne samo institucije, tudi ta tako upevani, kar recimo tudi Poljska in Madžarska podpirata skupni notranji trg. Tudi ta temelji na načelih vladavine prava. Tukaj treba poudariti, da ne gre za noben arbitrarni mehanizem, kot se tukaj, noben politični mehanizem. Komisija je sedaj na podlagi sodbe Evropskega sodišča v Luksemburgu pripravila zelo jasne kriterije in merila, kdaj pride do kršitev. Torej, se pravi, ne gre za neko arbitrarno politično odločitev, ampak gre zelo jasno. Država članica zelo jasno ve vsaka, katera so to tista ključna vrednote, merila, norme, na podlagi katerih kršitev lahko pride do tega mehanizma. Torej, zelo preprosto. Država članica ne krši teh vrednot, pravil in norm in sankcij ni. Če država to krši, potem do sankcij pride. Se pravi, vse je v rokah aktualne vlade posamezne države članice. In nima veze, a je to poljska vlada, neka druga vlada, v tem trenutku se je izpostavljena Poljska pa Madžarska, morda s časoma bo katera druga, ampak moramo pa se zavedati, brez tega razumevanja vladavine prava, kot je tudi rekel predsednik, bo nastal razkol znotraj Evropske unije in Evropska unija ne more delovati kot enoten prostor, ne kot gospodarski, ne kot politični, niti kot kakršenkoli drugi prostor. Kako pa je recimo sam Brexit vplival na enotnost Evropske unije? Kako recimo spoštovana gosta ocenjujete rezultate pogajanj v tem procesu izstopa? Je bilo to tisto? Ja, sam sem nekaj časa imel priložnost sodelovati v tem procesu. Pogajanja so bila dolga, naporna. Tukaj je pač vse skupaj posledica nekega referenduma, za katerega se je pričakovalo, da se bo drugače razpletel. In to za Evropo zagotovo ni dobro. Ni dobro, ker kljub temu, da je bila Velika Britanija vedno, so rekli, z eno nogo malo zunaj, malo notri, pa imela neke posebne svoje zahteve, pa kakorkoli, ampak odhod tako močne članice zagotovo vpliva na celotno Evropsko unijo. Zdaj se je pač okrepila moč Francije znotraj Evropske unije, Francija, Nemčija sta se okrepili. Potem bodo pa nastale seveda težave tam, kjer vedno nastanejo. To je pa pri gospodarstvu. Kar naenkrat ni več prostega prehoda, kar naenkrat so regulative spet nazaj. Vemo, da je v Veliki Britaniji je posledica tudi pomankanja voznikov, potem bencinske črpalke so bile zaprte, ker ni bilo goriva. Skratka, to je vplivalo na Veliko Britanijo. Zagotovo oni so pač trmasto vztrajali na izidu tega referenduma in odšli, ampak dvoja pogajanja so v bistvu tukaj v igri. Ena pogajanja so bila za odhod, za sam Brexit, drugo so pa po-brexitski odnosi, kako bo. Vemo, da je tukaj področje gospodarstva, ribolov recimo je ena taka panoga, kjer je potreben dogovor s tistimi članicami, ki mejijo, in zagotovo na dolgi rok to niti ni dober signal ostalim, ker medtem ko se neke članice trudijo priti v Evropsko unijo, ena glavna odide, nekako je tudi zastal proces pridruževanja Zahodnega Balkana. Zdaj se spet nekaj obujajo te ideje, ampak kot je že dr. Grošelj prej povedal, recimo Severna Makedonija je plačala previsoko ceno za premajhen premik. Skratka, to bi bilo treba pospešiti. In tudi ta signal politični samega Brexita je bil slab za celoten svet, kajti vemo, da Evropska unija že zdavnaj ni več glavni igralec. Tukaj so Kitajska, ZDA, tudi Indija je postala že kar sila in
Evropska unija mora, glavno orožje, ki ga Evropska unija ima, je enotnost. To je glavno orožje Evropske unije in pa zato bi bilo treba v bodoče se izogniti kakršnim koli takšnim idejam, ker vemo, da kljub temu, da vsi včasih jamramo nad Evropsko unijo, kakšna da je, ampak vseeno od Evropske unije imamo kar veliko stvari in od evropskih sredstev, kar vsi najbolje poznajo, do tudi drugih ugodnosti. Nenazadnje prost prehod meja, tudi tega si pred leti ni nihče predstavljal in Velika Britanija vsega tega več nima. Zdaj je spet tretja država, tisti sporazumi, ki so bili obljubljeni strani Združenih držav Amerike, jih ni, in je kar zapleteno. Mislim, da je Velika Britanija utrpela večjo škodo kot pa Evropska unija, zagotovo. No, dr. Grošelj, morebiti povejte svoje mnenje. Smo se Evropejci tokrat kaj naučili v primeru, če bo še kakšna država želela izstopiti? Jaz mislim, da smo se ogromno naučili. Če pogledamo politična gibanja, politično dogajanje znotraj Evropske unije, so besede in ideje o izstopu Francije, recimo, zdaj imamo predvolilno kampanjo v Franciji, nihče ne govori o kakršnemkoli francoskem izstopu. Jaz bi tukaj poudaril, da je pravzaprav Brexit povsebitev norosti politike populistov in liberalcev, ki pripelje potem lahko državo izredno neugodno politično situacijo. Tisto, kar je bilo že navedeno strani gospoda predsednika, poglejte, kaj vse je Velika Britanija zdaj izgubila, kako negotova je pravzaprav prihodnost Velike Britanije. Tukaj še poleg gospodarskih vprašanj, ki so bile že omenjene, vprašanje recimo severnoirskega miru. Torej, jaz mislim, da se Evropska unija tukaj zelo veliko naučila. Državam članicam je jasno, v kombinaciji posledic Brexita, dogajanja v Ukrajini in vedno večjega tega globalnega dogajanja, da pravzaprav pot naprej je samo skupna pot v okviru Evropske unije. Seveda pa je na nas vseh, da naredimo, da bo ta Evropska unija učinkovitejša, uspešnejša in nam državljankam in državljanom prijaznejša. Ampak to ne gre čez noč. Točno tako. Nekaj besed zdaj ob koncu pogovora namenimo še načrtu za okrevanje in odpornost. Kaj porečete nam? Ja, po volitvah zagotovo se bo naslednja vlada soočila s prevetritvijo slovenskega načrta, kajti vemo, da priporočilo Evropske komisije je bilo, da je treba vlagati v zeleno preobrazbo, v digitalizacijo. Pri nas se je to gradilo tako rekoč od spodaj navzgor, se pravi iz lokalne perspektive, ker sicer, da me ne bo zdaj kdo narobe razumel, da sem proti občinam. Ne, ampak ta načrt je namenjen ne posameznim drevesom, ampak gozdu. In mi moramo gledati to kot celoto in ta načrt mora vsebovati vse tiste prvine, ki so zapisane za prihodnost. Se pravi, kot sem rekel, zelena preobrazba, digitalizacija, kakovost življenja, to so te postavke. Je pa treba tudi vedeti, da je slovenska vlada obljubila za ta denar, obljubila tudi pokojninsko reformo, da jo bo Slovenija izvedla. In evropska sredstva se lepo slišijo pri ljudeh, ko pa rečemo pokojninska reforma, pa ne več. To pa zahteva, to je pa tako imenovana strukturna sprememba. Slovenija je tukaj zelo slaba na strukturnih reformah, praktično nobene ni naredila v zadnjih 20 letih in na tem temeljijo tudi ta evropska sredstva. In zato je pomembno, da se ko pride nova vlada, da se to prevetri in da se cilje prilagodi željam, ki so strani Evropske komisije. Dr. Grošelj, zaključna beseda je vaša, potem pa sklenemo pogovor. Ja, jaz bi tukaj rad poudaril, da sredstva iz tega sklada so predvsem namenjena okrevanju in okrepitvi slovenskega gospodarstva in družbe. Kot je predsednik že dejal,
Lahko je ena izmed stebrov tudi podpora občinam, ampak ključni izzivi na področju, ki jih ima Slovenija, so razvoj in raziskave, vlaganje v nove tehnologije, potrebujemo energetsko prenovo. Dolina Šaleška bo ena nosilnih teh dolin, kjer bo potrebna ogromna vlaganja na eni strani v socialo, da skozi sklad za pravični prehod zagotovimo, da ljudje ne bodo plačevali cene, socialne cene za ta energetski prehod. Jaz verjamem, da je tukaj ogromno potencijala tudi v novih tehnologijah, recimo vodikova tehnologija, predvsem pa, da se fokusirajo ta sredstva na tiste razvojne področja, ki bodo Sloveniji prinašale dodano vrednost, dvig blagostanja in financiranje vseh tistih javnih blagajn, ki so nujne za blagostanje državljank in državljanov Republike Slovenije. Na tem področju torej še veliko dela, nenazadnje tudi razprava o strateški avtonomiji Unije se obeta. Danes sta bila izčrpna, veliko sta nam povedala, hvala lepa za obisk, za predstavljeno ter vse dobro do prihodnjič. Srečno. Hvala za povabilo. Prosim, drage gledalke, cenjeni gledalci, vam pa tudi hvala za pozornost in nasvidenje do prihodnjič.